Naš naslednji govorec bo predstavil izkušnje podjetja s prehodom na inbound marketing. Marko Vrmjak je vodja produktnega marketinga za Nice Label in ima 14 let izkušenj z razvojem, prodajo in trženje business-to-business tehnoloških produktov na mednarodnih trgih. Marko Vrmjak. Hvala. Malo vode bom bravo. A že težko sedite, vas bom še jaz malo razmigal. Dajmo malo dvigant roke. A je kdo že slišal za Nice Label tukaj? Opa, dobro. Zdaj noben dvignil, ga kdo uporablja? Predvidevam. Še par vprašanj imam sam tako, koliko vas je iz marketinških agencij? Pa ne vam ne bo nerovno, koliko vas je iz marketinških agencij? Ne, kaj vas je več, no. A toliko malo konkurentnosti upada? Ok. Dajmo preveriti, koliko vas je iz ne-marketinških agencij, koliko nekaj prodajate. Dajmo še, koliko vas je business to business. Ok. 34%. Za tiste, ki delate zapiske na Twitterju, market_arts je moj Twitter handle, pa če boste kaj komentirati, da te prosim vključati. Se pravi, Nice Label, tisti, ki nas ne poznate, delamo labeling software za črtne kode, prodajamo po celem svetu, Slovenija je 1,4% naših prihodkov, tako da je v bistvu marketing zelo pomemben steber našega poslovanja. Tako, in hiter, pa smo business to business, tako kot so že prej povedali. Če hočeš, ena stvar, ki bi rad, da jo odnesete danes, se mislim, da so že moji predhodniki to kar poudarjali, ampak tisto, kar je res pomembno, osredotočite se na vaše kupce, pa na vaše poslovne cilje. Tisto, kar vidim zelo velikrat, je, se vsi osredotočamo nekaj na tehnologijo, vidimo nek seksi produkt, Salesforce, pa gremo crma. Pa SEO, pa vsi beremo crma. Pa zdaj ste slišali inbound, pa se bomo vsi šli inbound. Koliko vas dela inbound marketing? Vsaj deloma, no? Ok. To, kar vam bom povedal, je veliko tega je na izkušnjah, ki smo jih mi v zadnjih 2 letih pridobili, ki so kar hardcore ene. Pa tudi glede na to, kaj se pogovarjam z drugimi firmami, z drugimi marketinškimi oddelki, pa s kakšnimi direktorji. In to, kar vam bom povedal, je večinoma bazirano na napakah, ki smo jih mi naredili, ki jih večina od vas verjamem dela. Ne vem, je 9 ali 10 stvari tle gor, ki vam jih bom pokazal. Tisti, ki ne delate vsaj 2, ki delate manj kot 2 od teh napak, prosim, pridite na konec predavanja k meni, ki bi zelo rad vam z vami govoril. Mi smo naredili skoraj vse, pa smo v bistvu ful uspešni. Tako da, ampak najbrž bi bili še bolj, če jih ne bi naredili. Prva stvar je, dajte si postaviti jasen cilj. Za tistih 267 po mojem štetju, ki niste dvignili roke, da že uporabljate inbound marketing, da ti se zastaviti en cilj. Ne si jih zastaviti 10. Enega. Za naslednje 3 ali pa 6 mesecev. Pa, ko boste tega dosegali, vsaj približno, pa si jih lahko postavite malo več, ko boste dobili več izkušenj. Tudi budžet boste rabili, inbound marketing tudi ni zastonj. Pa pol, ko boste imeli cilj, boste tudi vedeli, kaj morate imeti. Kakšni cilji? Ne se da cilj, ne vem, napisali bomo 2000 besed vsebine, ne se da cilj, dobili bomo 100 lajkov, to vse brez veze. Cilji marketingu so lahko sami. Pridobili bomo več novih kupcev, povečali bomo prihodke firme ali pa povečali bomo prihodke iz obstoječih strank. Oziroma customer retention, ne vem, kako se to po slovenski reče. Ampak to je to, kar se lahko date za cilj. Vse drugo je dosti brez veze. Pa ko si postavite cilj, se boste mogli tudi odločiti, kaj treba narediti, da ga bomo dosegali, pa koliko bo to staro. Tle je link na en video, boste dobili prezentacijo Adobe, Google, če googlate, boste verjetno prišli do tega videa, ne tega delati.
večina, mislim, da nas kar to dostkrat dela. Bom dal še par konkretnih primerov. To so 3 naše cilje marketingu za letos. Podvojiti število leadov v enterprise segmentu, povečati partner retention. Mi prodajamo čez kanal, ne prodajamo direktnim strankam, razen kakšnim velikim družinskim firmam, kot je IKEA, Word, Benetton in tako naprej. In predlani smo dobili 150 novih partnerjev, lani jih je samo še 75 delali z nami. Podatki in to hočemo dvigati. Tako da ni samo pridobivanje novih strank, cilj marketinga, tudi vzdrževanje obstoječih. In pa, kar se nam je v preteklosti dogajalo, sploh na enterprise segmentu, je, da smo dali lead v prodajo, prodaja je naredila neko kvalifikacijo, 1/3 jih je šla skozi naprej, 2/3 so jih po bistvu zavrgali. In so jih zavrgali. Zdaj delamo na tem, da jih ne bojo zavrgali, ampak jih bojo vrnili v marketing, kjer jih bomo spet njim masirali. In ko bojo pripravljeni kaj kupiti, jih bomo nazaj vrnili v prodajo. Abeceda. Mi je všeč, da že v bistvu celo jutro poslušamo to, ampak dajte najprej osnove povihtati. In osnove v marketingu so STP, Segmentation, Targeting, Positioning. Ocenite, koliko je velikost vašega trga. Kakšni so segmenti na tem trgu. Če nimate monopola, niste posod najboljši in zelo težko boste posod najboljši. Odločite se, na kjer segment se boste fokusirali. In potem si postavite cilje za ta segment. Ne si, ne vem, če ste turistična agencija, da bomo imeli, ne vem, to prvi bomo pri nekih avanturističnih potovanjih, prvi bomo v Umagu, prvi bomo v Dalmaciji, prvi bomo, ne vem, v Rusiji. Brez veze. Odločite se, kaj je vaš segment in bodite tam najboljši, drugače boste posod najslabši. Zdaj, te stvari so pa res pomembne. Morate poznati svoje stranke in njihov nakupni proces. Tilan je govoril o personah, ampak jaz mislim, to, kar je on govoril, so večinoma user persone, ki jih on rabi za to, da naredi dober produkt. Se je sam rekel, da z marketingom se pa oni ne ukvarjajo. V marketingu rabimo pa buyer persone. Kakšna je razlika? User persone uporabljajo naš produkt. Večina naših uporabnikov, v našem primeru, niso tisti, ki podpišejo račun ali pa potegnejo kreditno kartico. Uporabnik je tam nekje v skladišču in printa tiste nalepke. Medtem, ko software se kupuje pa nekje čez drugje. Naš software kupujejo ljudje, ki nikoli niso v skladišču. Se pravi, če si jaz naredim persono, Jožek v Savi meče gume na šlepar, mi to nič ne pomaga, da Savi proda. Moja persona je vodja preskrbovalne verige, ki mora biti agilen in ki mu vsaka stranka skačejo po glavi, da za vsako stranko mora posebej nalepko dizajnirati. Pa se mu pa zmešam, ki jih ima 10 000. Tako da za buyer persone vam toplo priporočam, vi pred kratkim je izšla ta knjiga Buyer Personas, dajte se to prebrati. Pa ena zelo pomembna stvar, ne imeti sestanka, zdaj mu pa rekel, tistih 60 KBSI iz agencij, tam sem videl Vrbnjaka, bradoma, očalama, 2 otrokama in pač se ukvarja z marketingom. To nima veze s tem, kako jaz kupujem in kako izbiram agencija. Buyer persone nam govori o tem, kako ljudje kupujejo, ne kako uporabljajo software ali produkt. Prejšnji teden je tudi HubSpot dal ven, da makemypersona.com uporabljate s previdnostjo. Super je, ne, tam odgovoriš na 20 vprašanj in dobiš po mailu Word dokument in to je zdaj to. Pa ne vem, sprintate ta dokument pa ga date v fascikl, ne. To ni to. Z vašimi kupci se pogovarjate, pa tako naredite persone. Mi jih nimamo prav veliko.
ne narediti 10 person. Naredite 2, 3, 4, toliko, da pokrijete 80-90% vaše ciljne publike, z ostalo mora poskrbeti prodaje. Buyer journey, tle se moram malo posud s pepelom, ker dolgo časa sem jaz to zanemarjal, pa zdaj, ko smo naredili par sprememb, pa vidim, koliko zelo je to pomembno. Ne? Tam, kjer nimamo impulzivnih nakupov, ki je večinoma v B2B svetu, pa tudi marsikje v B2C, recimo, že če avto prodajate ali pa televizije, ponovati mora mož dobiti kakšno odobritev od žene za tisto plazmo, za 1500 €. Gremo čez različne nakupne faze. Ne? In dajte narediti vsebine, ki so prilagojene tem fazam. Recimo ena sprememba, ki smo jo mi naredili na spletni strani, včasih smo imeli Contact Our Industry Specialist. Pa mogoče še to, tukaj lahko, pa smo tudi mi testirali različne barve, pa Talk to Our Sales Guide, pa tako naprej. Optimizacije, ja, smo izboljšali za 10%, ampak ko smo pa spremenili message, poglejte, kako je ena firma sorodna vaši izboljšala svoje procese in prišparala toliko in toliko ur na leto, s tem pomeni to gnarja, ljudi so šli gor. In to konkretno, to ni 10%, to je 150%. Tako da tukaj lahko naredite velike spremembe. Jaz bom šel malo čez moj čas, prav. Tile mi poklanja 5 minut, ki je prenehal. Poslušajte stranke in pol toliko časa, kolikor jih poslušate, se pogovarjate z njimi. A lahko, da vas še malo razmigam, koliko od vas, ki ste v marketingu, se vsaj 30% časa ukvarja neposredno s strankami. To pomeni, da govorite z njimi, odgovarjate na njihove maile, dajmo tako, to morate biti ful ponosni, vsaj 30%. Ok, super. Ostali pa, zato, ker imamo 2 ušesi in 1 usta. Vmes so pa možgani. To si sprintite, dam čas, da slikate. To je najboljši poslovni nasvet, kar smo kdaj želeli dobil od enega našega poslovnega svetovalca. To imajte sprinta zraven monitorja. Naslednjič, ko boste kaj na Twitter pisali. Tako da tistim 252, ki niste dvignili roke prej, da vsaj tretjino časa porabite za to, da se ukvarjate neposredno s strankami, dajte si zavezo, da se to početi. Pa ne reči, ne, to je pa prodaja, mi smo marketing, mi imamo megafon in mi govorimo s 100 strankami naenkrat. Boste videli, da jaz imam tudi osebno izkušnjo. Zdaj sem 2 ure na dan odgovarjam na mail strank in vem v njih več, kot sem pravil v 6 letih se naučil. Ker če ne poznate strank, je tako, kot da bi igrali po klavirju z rokavicami za boks. Lahko ste ful glasni, sem ne bo najbolj prijetno. Naši primeri, če boste šli na našo spletno stran, boste videli, da je gor telefonska številka, desno zgori. Chat imamo, če boste downloadali Nice Label Designer Express, boste vsak teden dobili mail, kjer bo noter eno vprašanje, avtomatizirano ali spodaj piše unsubscribe, pa ne morate verjeti, kaj vse ljudje napišejo. In pa najbolj pomembna stvar je, klici s tistimi, ki ne kupijo od nas. Pri nas so to večinoma neki večji partneri, ki delajo s konkurenti. Pokličemo jih po telefonu, pač se zmenimo za stanke. Na začetku klica jim rečemo, bodite brutalno odkriti, be brutally honest, citiram. In so. In ni prijetno poslušati, koliko si grozen in koliko so tvoji konkurenti boljši od tebe. Ampak to je gibalo napredka. Brez tega se ne moramo izboljšati. To je najtežja in zelo pomembna stvar. Da se zmenimo s prodajem, marketingom, kako bomo delali sklad.
Moja teorija tukaj je, ker je res teorija, tukaj se ne bom delal, da je praksa. Align around the customer. Ponovadi se nečemo čez zid. Mi smo dobili lead, tle ga imate, zakaj ga niste konvertali, zakaj ga niste zaprli. Pogovarjajte se o strankah. Sestank prodaje pa marketinga. Kupec ali stranka je najbolj redko uporabljena beseda na teh sestankih. Dajte to zamenjati. Dajte imeti 15 minut o strankah. Pa ko poslušate prodajalce, kaj govorijo, potem koliko so oni super, koliko so oni fajni, če ne bi bilo njih, tisti kupec nikoli ne bi kupil, dajte probati malo med vrsticami zbrskati, kaj je v bistvu stranka hotela. To, kar sem že na začetku omenil, fokusirajte se na vrednost, ne na orodja. Orodja so brez veze. Lahko imate sedlo za $1000, pa če imate konja za $10, ne boste kamor prišli. To je citat iz ene knjige, Gary Spence, Win Your Case, en najboljših ameriških odvetnikov. Ni izgubil, ne vem, več kot 40 let nobenega primera. To je njegovega strica iz te knjige. Fokusirajte se na message, value proposition, ne vem, se to v slovenščini reče ponudba vrednosti. In potem, tako kot je Nenad rekel, vzemite te prave kanale, tam, kjer vaše stranke so. Recimo, če prodajate medicinskim sestram, potem mogoče Twitter ni najboljši primer, kje bi svojo vsebino porival naprej. V našem primeru mi smo imeli veliko elementov inbound marketinga, marketing automation smo imeli. Imeli smo napredek 20%, 30%, ampak takrat, ko smo pa začeli objavljati svoj value proposition, ki je bil drugačen od konkurence, je šla pa raz strmano zgor. Tehnologija. Najte nekaj, kar je primerno za vas. To, kar mi uporabljamo, mogoče ni najbolj primerno za vas, če ste zavarovalnica Triglav. Kaj je pomembno? Se pravi, splet, CRM, orodje za avtomatizacijo marketinga, naj delajo skrb, čim bolj. Pa zelo pomembno je, da tisti, ki bojo uporabljali, user persone, ne jim bo udobno delati s tem. Zelo zoprne, če ljudje ne marajo orodij. Razmislite veliko drugih integracij. Recimo z računovodskim softverom, s to, da prete od CRM-ju stranko, da vidite, koliko je že kupila od vas. Jaz ne bom šel podrobnosti tega, kar mi uporabljamo, zato ker nam trenutno že naš sistem ni najbolj všeč, pa za večino od vas verjetno bi bil še manj primera. Ljudje, vaše drugo najbolj pomembno sredstvo, ali kako se reče, asset v slovenščini. A veste, kaj je prvo? Ne slišam, ben je poguman. Stranke, so vaš najbolj pomembni asset, drugo so pa ljudje. V marketingu, tisti, ki delate v ekipah, dajte najdete ljudi, ki pašejo vašo ekipo. Naš konkreten primer je, mi imamo zelo smo usmerjeni rezultate, zelo hitro se stvari dogajajo, zelo se obešamo na podrobnosti. Delo jemljamo zelo resno, sebe pa predvsem manj. Pa dostakrat se hecamo, da če hočeš pri nas delati v marketingu, da moraš imeti malo obsesivno-kompulzivne motnje. Tako da, če se tukaj najdete, trenutno ne iščemo nikogar, ampak v zadnjih 4 letih smo čisto spremenili ekipo v marketingu, pa nismo imeli nobenega razpisa zunaj. Tako da pošljate CV, najprej Nenadu, da vam ga spodira, pa na JobSaf na najslednji. Še toliko ljudi, morate se tudi z ostalimi v firmi, se pravi, predvsem z vodstvom, pa tudi mi smo razvijalcem povedali, kaj delamo v marketingu in nas malo bolj razumejo in štekajo. Agencija,
izberite eno, ki vam ustreza, preverite jih malo, a oni tudi, do they practice what they preach, ne. Pa če je kemija med vami in uslužbenci v agenciji in igre ni nikoli konec. Skozi analizirajte, skozi se učite, tisti, ki ste odrasli v Jugoslaviji, kot jaz ste imeli v spričevalu, učite se in še enkrat učite se in dajte res to delati. In to, kaj analizirate, je odvisno od vaših ciljev, točke 1. Ne se primerjati z mano, ali pa, ne vem, s čim drugim. Pa uporabite tisti vmes med ušesi pa usti, ker s tem lahko premagate marsikjer pač. V inboundu pa sem toliko, sem sposobil kaj vsak je rekel, če imate več možganov kot denarja, se pa je inbound, drugače boste rabili pa. Hvala lepa. Čas imamo še za eno vprašanje. Živa, v bistvu me zanima, naš prvi jeset naj bi bile stranke, drugi pa ljudje. Ne razumem, zakaj te stranke so ljudje. Nisem še razumela pojma. Hvala, ja. Dobro, ljudje sem mislil zaposleni. Ampak ja, tudi naše stranke so ljudje. Še tukaj. Ja. Ja. Kar pogumno. Mene zanima, da tukaj sem. Brutalna odkritost. Me zanima, jih skušate že sprot prepričati, da ste dobri v tistem, ali jih samo poslušate pa... Tako je. Ko govorimo o buyer personah, strokovnjaki priporočajo, da naredite intervju čim prej po tem, ko kupijo. Idealno, preden začnejo uporabljati vaš produkt. Zato, ker drugače vam bodo povedali vse, kaj je z vašim produktom narobe. Vas pa zanima, kaj je z vašim prodajnim procesom narobe in z marketinškim procesom. Tako da tam je, in bolj je tukaj zanimiv paradoks. Jaz, ko sem bil product manager, sem se tudi menil s strankami, da smo raziskovali, kakšne potrebe imajo in sem prvo stvar rekel, nič vam nočem prodati. Nisem počel nobene predstavitve, imam samo teh 10 vprašanj za vas. In na koncu so zmer hoteli nekaj kupiti. Ampak jih ne prepričujemo. To je, poslušajte jih. 2 ušesi, 1 usta. Tle je res ono, ko pustite usta doma. Zelo dobro vprašanje. Super, hvala Marko. Če bomo kdo še dodatno vprašanje, Marko, da najdete v coffee breaku, ki sledi. Pa na Twitterju. In na Twitterju, ja. Dobimo se ob 11:10, bodite točni.